Pozdravljeni spet v oddaji Ambienti. Okolico prav posebnega doma v osrednjem delu Slovenije so pred nekaj leti preuredili v slikovit in razgiban park. Prijetno vzdušje na prostem jih je spodbudilo, da so stopili še korak dlje in na nekoč neobljudenem delu stavbe pričarali barvno ubrano zgodbo, ki vabi, druži in pomirja. Ravne strehe, ki so v sodobni arhitekturi čedalje pogostejše, ponujajo tudi zanimivo priložnost, da jih ozelenimo ali na njih celo uredimo strešni vrt. Lep primer slednjega smo našli v Domu starejših občanov v Grosuplju. Gospa Gašparovič, kako ste v Domu starejših občanov Grosuplje prišli do lepe, prijetne zunanjosti? Ja, ni bilo enostavno in trajalo je kar nekaj časa. Kot veste, je stara hiša 34 let in pred 10 leti smo jo začeli obnavljati. Najprej seveda notranje, bivalne in skupne prostore. Leta 2010 smo dogradili manjši prizidek z 30 posteljami in omogočili našim stanovalcem, da živijo samo v eno- in dvoposteljnih sobah. Tudi povprečna starost naših stanovalcev se je iz 80 let povečala na 84 let in zato smo dali poudarek večji gibljivosti in pa mobilnosti stanovalcev, ki seveda njim povečuje kvaliteto bivanja pri nas. Zato smo se potem, ko smo notranjo prenovo zaključili, obrnili na urejanje okolice. Pred urejanjem strešnega vrta je bilo treba poskrbeti za primeren dostop do strešne površine. Sledila je hidroizolacija betonske plošče, da je ta postala vodotesna. Zatem so na vrh nasuli tampon, površino utrdili in nanjo umestili brušene betonske plošče. Otočke med ploščami so zapolnili s 30 cm substrata za strešne zasaditve, ki vsebuje vulkansko kamnino. In Tomaž, katere materiale te rastline ste uporabili tukaj na strešnem vrtu Doma starejših občanov Grosuplje? Lahko bi rekel, da sem uporabil kar drzno kombinacijo materialov. Prevladujejo korten, se pravi delno železo in lonci. Uporabil sem lesji roko, tropski lesji roko za tele klopi. Uporabil sem kamen lomljenec za pokrivanje tal in aranžiranje okoli rastlin. Sem pa seveda pazil, da je vse barvno usklajeno. Nemčija je znana tudi kot dežela, kjer imajo največ zelenih streh in strešnih vrtov. Vsako leto jih tam nastane za več kot 1000 nogometnih igrišč. In zdaj me zanima, kakšne so prednosti ozelenjene strehe oziroma strešnega vrta in kam to sploh sodi? Prvensko zelene strehe sodijo v urbane predele, kajti tam je za nasplošno pomanjkanje zelenih površin. Prednosti so pa predvsem, bi rekel, ekološke. Zelene strehe so izolator, zelene strehe tudi zadržujejo padavine. Kajti to danes postaja velik problem ob teh močnih nalivih, ko se kar naenkrat usuje in so vse padavine kar naenkrat v otokih. Zelene strehe prinesejo zelenje v urbane predele, kar je blagodejno za psihofizično počutje človeka, ponuja pa tudi življenjski prostor živalim, pticam, žuželkam. Uporabljamo predvsem rastline, ki so odporne na ekstremne vremenske pogoje, se pravi veter, sonce, mraz. Med te rastline bi jaz predvsem priporočil okrasne iglavce, bore. Vsekakor je pa priporočljivo, da imajo zelene strehe zalivalni sistem. Sprva so bili pred stavbo le star sadovnjak in 4 klopi. Stanovalci so enostavno potrebovali več prostora za prijetno druženje in srečanje z obiskovalci na prostem. Bolj mobilni stanovalci preprosto nimajo varnih pohodnih poti, kajti dovozne poti za njih niso bile varne. No, z gospodom Bavdežem sva potem načrtovala spremembo avenije, torej vhoda v dom, in pa del sadovnjaka smo načrtovali spremeniti v park. Značilnost tega parka pa sta 2 pohodni poti, to se pravi Krpanova in Krjavlova. Ena ima 130 metrov, ena ima 200 metrov in pa središčni del peščene ploščadi, kjer pa dejansko vsako jutro telovadijo naši občani iz šole zdravja
in nas s tem spodbujajo k večji aktivnosti okrog doma. Zadnji vrt je pa bolj zaprtega tipa, bolj umirjen, namenjen je pa stanovalcem, ki imajo težave z spominom in orientacijo. Vendar pa je toliko velik in prostran, da omogoča tudi druženje večjemu številu stanovalcev s svojci in s prostovoljci.